Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Pa se bliža mesec julij, 7. mesec, kaj nam prinaša? Število 7 povezujemo z osebnostno rastjo, z duhovno rastjo, z globinami življenja, z resnico, z misticizmom, z nepojasnjenim, tudi s perfekcionizmom, tudi s tem, da smo sami do sebe preveč zahtevni in predvsem z našo podzavestjo, kar je fantastična novica. A veste zakaj? Ker končno bomo neke te vzorce, povezave, zmešnjave nekako drugače zaznali in se jih osvobodili. Letošnje leto se lahko skrinjamo, da je podivjano, poglejte, kakšne vse novice dobivamo od doma in po svetu, kaj vse se dogaja, se pravi, resnično nas prav nič več ne more presenetiti, ampak v naših globinah pa jaz verjamem, da se nahaja marsikaj, kar bi nas šokiralo, kar pravzaprav niti ni naše, kar se je kar nekako usidralo nekoč in niti ne vemo čisto dobro, zakaj. Zato imam tudi tole okoli vrtu. Naši miselni vzorci so včasih resnično taki, malo zamuštrani, malo zamučkani, malo brez smisla. In letošnji julij nam bo pomagal prepoznavati, kje pravzaprav sami sebe streljamo v koleno, kje sami sebi delamo škodo, kje mi kompliciramo in predvsem se bomo spraševali, kaj je meni tega treba? No, dragi moji, kaj je vam tega treba? Življenje v osnovi je simpel. Naše življenje v Sloveniji, hvala Bogu, je mirno. Nimamo vojne, nismo ogroženi. Ja, saj nam ni vedno lepo. Ampak veliko več možnosti, priložnosti, sposobnosti in zmogljivosti imamo svoje življenje spremeniti, izboljšati, obogatiti kot marsikdo na svetu. Se pravi, ne glede na to, v kateri situaciji se nahajate, kako težka je, kaj vse se vam dogaja. Zaupajte, da vsa ta mineštra, ki jo nosite v sebi, je razvozljiva. No, število 7 sicer povezujemo tudi z branjem, artikuliranjem, strokovnostjo, ki meni v tem trenutku ne gre. Torej, dragi moji, velikokrat se nam lahko zgodi, da kot otrok smo priča neki situaciji, nekemu komentarju, mogoče nekemu filmu in si neke stvari seveda s tistim nivojem zrelosti tudi razlagamo. Bodite pozorni na vse misli, odzive, situacije, ki so nenavadne julija, kaj pravzaprav vam sporočajo, katere globine odpirajo. In človečki smo velikokrat taki, da gremo pa analizirati, pa knjige beremo, pa tako naprej. The best. Julij je izvrsten za učenje. Naj gre za učenje tujega jezika, neke drugačne sposobnosti, neke druge spretnosti ali pa pravzaprav prepoznavanje naših vzorcev. Ampak to, da jih mi prepoznavamo, analiziramo, praskamo, rišemo, pišemo, je včasih brezpredmetno. Včasih smo ponotranjili nekaj, kar ni naše, včasih je pa nekaterim stvarem tudi že potekel rok. Tako da, dragi moji, naj bo mesec julij čas, v katerem se najprej vprašate, je to sploh moje? Kaj pravzaprav naj s tem naredim? Kaj bi ljubezen naredila? Kaj je najbolj logično? Kakšen izid je najbolj logičen? In, dragi moji, ne pozabite, da za prav vse se najde rešitev. Prav vse ne. Ampak recimo, da 90% stvari, situacij, izzivov ima svojo rešitev in mogoče drugačno pot ven. In če pravimo, da je letošnje leto podivjano, naj ne pozabim povedati, tako kot vedno, ob polovici leta, pol leta, pol cene, osebni vodnik je samo 24 evrov. To je praktično 70 strani, v katerih dobite za celo leto vodnik, včasih me malo narobe razumete, pa mislite, da samo za 6 mesecev, se pravi, od januarja do decembra, mesečniki, vaje, meditacije, afirmacije, navodila za uporabo leta 2025. Jaz moram reči, da velikokrat tekom leta dobim od vas sporočila, dobim maile, v katerih je točno tako je bilo takrat, ko si napisala, še dobro, da si na to opozorila, na ono usmerila. Letošnje leto je res viharno. Nestanovitno, nenavadno. Tudi mi smo v letošnjem letu takšni. In opozorilo, vse, kar se leto začenja, stvari, ki so zelo nenavadne, zelo netipične za vas, zelo ne vam podobne, ki so vas letos pritegnile. Denimo, da vam eksotična hrana nikoli ni dišala, da ste tip človeka, ki pač v nedeljo treba izgovarjati, potem stan krompir, karmenatelj ali pa pečenko. Zdaj pa kar naenkrat, pa Tajska, pa Kitajska, pa to, pa uno.
Velika verjetnost je, da gre samo za obdobje eksperimentiranja. Se pravi, opazujte, zdaj pa smo vendarle že pol leta mimo, katere osebe, izkušnje, načini funkcioniranja so se letos pojavili, predvsem nekje od marca naprej, in kakšno sporočilo vam prinašajo. Kaj je tisto, kar vam želijo povedati? Kje pa ste morda rigidni? Kje pa morda ste prezahtevni do sebe? Kje pa morda več ne verjamete v dobro? Vse to nam nekako prinaša mesec julij. Izvrsten mesec za prepoznavanje resnice, izvrsten mesec tudi za razčiščevanje nesporazumov, zato da povemo svoje mnenje, zato da se izrazimo, zato da se naučimo razlikovati med resnico in iluzijo. In marsikateri naš zapis, ki ga mi nosimo v podzavesti in na podlagi tega zapisa funkcioniramo, v resnici ni resničen ali ni veljaven v tem trenutku. Recimo, da imate zelo slabo izkušnjo v odnosih. Denimo, da vas je partner oziroma partnerka prevarala. In ste šli narazen in je bilo hudo in ste šli naprej in zdaj ste spoznali drugo osebo in kar skozi imate nek tak grenek priokus dvoma, sumničavosti, kar skozi je nek vprašaj zraven. Ta oseba nima minimalne krivde, povezave, energije prejšnje osebe. Mi pa velikokrat zato, ker smo se nekje opekli, ali pa nam nekaj ni uspelo, ali pa menimo, da si ne zaslužimo in ne znamo in tako naprej, kar sami sebe nekako spravimo v tisti krč. In krč nas zakrč, koliko sem pa to globoko povedala. Krč je tisti, zaradi katerega potem ne vidimo drugih plati zgodbe, drugačnih perspektiv, drugačnih možnosti. Dragi moji, kaj če bi enostavno obrnili na glavo? Karkoli v tem trenutku vas skrbi, vas pesti ali pa vas samo zanima, kaj če bi to obrnili na glavo in pogledali z popolnoma drugačnega zornega kota? Kaj če bi se odločili ta trenutek, da boste v prav vsaki stvari našli nekaj dobrega? Kaj če bi nehali iskati nadnaravne, pa podzavestne, pa takšne, pa drugačne razloge in iskali svojo resnico? Kaj je vaša resnica? Ne pričakovanje okolice, tudi ne pričakovanje vas. Ne pričakovanja preteklosti, ne posledice preteklosti, pa kaj je vaša resnica v tem trenutku? Če bi zdajle prišel dol Bog, bi se odprlo vesolje, bi prišel dedek Mraz. Izberite tisto, kar vam je najbližje. Pa bi rekel, česa si želiš? Ali bi strelili kot iz topa, ali bi mogli malo razmisliti in kako natančno bi to opisali. Zelo velikokrat smo hlapni v svojih besedah, zelo velikokrat zelo pavšalno izražamo, česa si želimo, kako si želimo in seveda so potem tudi rezultati temu primerni, ja kaj pa če drugega biti. Če pridemo v restauracijo in naročimo tam neko župo, nekaj na žlico, ki je skuhan, pa je toplo, to je lahko fižolova juha, gobova juha, goveja juha, zelenjavna juha. Velikokrat sami nimamo resnično, natančno, specifično, picajzelsko oblikovane definicije tega, česar si pravzaprav želimo. Tako da, dragi moji, naj bo julij čas, v katerem posežete po dobri knjigi, prisluhnite dobri delavnici, na moji spletni strani na Zavihku osebno razmete obilo prispevkov, obilo brezplačnih delavnic, obilo člankov, na Zavihku numerologija tudi, lahko si sami izračunate določene stvari. Število duše, recimo, ena izmed takih osebnih števil, ki nam lahko zelo pomaga razumeti, kaj je tisto, kar nas v resnici hrani. Se pravi, naj bo julij čas, v katerem nekako naredite inventuro, ocenite, kje ste, kako se počutite, česa si želite in potem po nečemu kvalitetnem posezite. Knjiga, delavnica, vsebine na internetu, toliko stvari imamo možnost nekako dobiti, zaužiti pravzaprav brezplačno. Naj bo julij čas za vas, za vaš odmik, za vašo resnico in zato, da izpopolnite sebe in posledično dvignete kvaliteto svojega življenja.
In tokrat ne bom predolga, se pravi, bomo zdaj kar takoj šli na število življenjske poti. Se pravi, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre. To je naše osebno število, ki se mu reče število življenjske poti, nam razloži, v čemu smo dobri. Tudi to je že razloženo na mojem YouTube kanalu, tudi tam lahko najdete na zavihku osebnostna rast in pa numerologija veliko prispevkov, ki vam lahko pomagajo na vaši poti. Mi pa kar pejmo. Drage enkice, julij bo za vas podjeten mesec. Zelo podjeten mesec. Iščite odličnost. Bodite odločni v odličnosti. Bodite pa zelo previdni, da niste impulzivni, da ne padete v energijo uporništva in da vam že malo vnaprej ne nagaja ego. Namreč vsem nam bo avgusta malo ego mešal štrene. Torej, drage moje enkice, naj odločitve izvirajo iz vaših globin, iz vaše resnice, iz vašega zavedanja, kako zelo pomembno je življenje, kako zelo pomembni ste vi v življenju, kako zelo nenadomestljivi ste pravzaprav v veliki sliki sveta, v mozaiku dobesedno življenja. In ko boste sebe postavili v ta položaj, potem se vam prav nikamor ne bo več mudilo in vsaka odločitev in izbira bo pravzaprav kar nekako, bom si drznila reči, logična. Dvojkice. Drage moje dvojkice, objemite najprej sebe. Tolikokrat postavljate druge na prvo mesto. Tolikokrat ste skrbne, razumevajoče, sočutne. Tolikokrat malo počakate, kaj bo sogovornik rekel, da ne bi prizadeli nekoga. Tokrat sprašujte najprej sebe. Kako se počutite? Česa si želite? Kdo ste? In koga si ob sebi želite imeti? Naj bo julij čas, v katerem spuščate tiste odnose, ki za vas niso dobri. Spuščate vse navade, ki vas ne krepijo. Zakaj bi jih nosili s seboj naprej? Zakaj bi v določeni situaciji prilivali k ognju, če imamo že tako požar? Torej, naj bo julij čas, v katerem si resnično rezervirajte. Ker rezervirajte si, zato da ko vas bodo komu povabili, da pridete nekaj pomagati, da boste lahko rekli ne, sem že zmenjen oziroma zmenjena sam seboj. Rezervirajte si posvečen čas in pogovor s seboj. Drage moje trojkice, vam se obeta zelo zanimiv mesec, podoben po petardi. Se pravi, veliko novega, novih ljudi, novih zanimanj, pa tudi novih občutenj, pa tudi potrebe po napredku, potrebe po tem, da se stvari premikajo, tudi po tem, da ste mogoče malo bolj samostojni in da ste vi tisti, ki izbira stvari. Seveda se bo od vas pričakovalo, da naredite prvi korak, da nekako pokažete pobudo, da nekako ste vi tisti, ki se izkaže in pokaže. Torej, drage moje trojkice, bodite neodvisne, bodite samostojne, sledite te svoji unikatnosti, kajti če kaj ste pa neponovljive. Drage moje trojke, to pa mislim, da vsak mesec povem, bojna domišljija, resnično taka ustvarjalnost, ki ji ni para. Zdaj pa ustvarite življenje, odnose, situacije, kosilo, sladoled, sprehod, ki mu enostavno ni para. Drage štirkice, mesec povezovanja, mesec prepoznavanja in razumevanja ljudi, ki so vam podobni, se pravi, se včasih tudi mogoče malo težje strinjajo z nečim, s čimer se ne strinjajo, in pa predvsem z osebami, ki so morda zelo sramežljive. Torej, vam se po vsej verjetnosti obeta nekdo, ki bo težko izrazil svoje mnenje ali izrazila svoje mnenje. Pomembno pa je, da vi ne padete v to energijo. Se pravi, vaš lasten notranji dvogovor je v spredju, kakšne besede izbirate, ko se vi menite sami s seboj, o čemu pravzaprav sploh razmišljate, kaj se pravzaprav pogovarjate sami s sabo. Ali samo to, kje so ključi, pa kdaj treba je to doma, pa kaj treba iz trgovine in zakaj vsi nekaj mečkajo, ko se treba premakniti proti blagajni, ali pravzaprav je ta pogovor globok, sofisticiran, duhoven. Drage petkice, zanimiv mesec. Mesec, ko boste izražali sebe, mesec notranjega otroka, iskrivosti, ustvarjalnosti, poletja, počitnic. Vas bo naravnost razganjalo, drage moje petke. Zelo pomembno pa je, da to intenziteto čustev
razumete, da je pač močna. Da niste hitro žaljeni, da niste hitro za vse večne čase zaljubljeni, da razumete, da gre za intenziteto, ne pa nujno globino. To je velika razlika, katere nekako se je v mesecu juliju učite. To, da je nekaj močno, to, da vas nekaj zelo pritegne, to, da vas nekaj morda tudi zelo odbije, ne pomeni, da govorimo resnično o neki globoki izkušnji. Včasih pač se opečemo ali pa nas nekaj strašno fascinira, pa tukaj ni nujno neke kvalitete za tem. Se pravi, uživajte v juliju, žurajte, imejte se fajn, pejte na počitnice, izrazite sebe, pejte plesati, pejte pet, ampak vseeno iščite svoje globine. Drage šestice, za vas pa bo julij presenetljivo nekoliko bolj umirjen. Drage šestice, tisto, kar bo res pereče tega meseca, je občutek strahu. Česa se bojite? Katere pretekle izkušnje, razočaranje v odnosih so pustile posledice, zaradi katerih, tako kot smo že v začetku omenjali, morda malo slikate možne scenarije tam, kjer jih ni. Naj bo julij mesec, v katerem se vrnete v svoj steber luči, v svojo moč, v svoja stališča, v svoja prepričanja, v sebe. Kajti ko ste vi stabilni, ko ste vi, ko ste vi močni, je popolnoma vseeno, kakšna je druga oseba. Kajti vi ste tisti, ki gradite 50% odnosa in tudi vi ste tisti, ki se strinjate s tem, da v odnosu ste ali niste. Podobno velja tudi za sedmice. Drage sedmice, tale mesec bo zanimiv z vidika osrediščanja vas. Po drugi strani vas bo pa malo razmetavalo. Po drugi strani bo pa 5 minut tako, pa 5 minut drugače, pa potem vam bo to malo šlo na živce. Kajti vi pa rade veste, zakaj se gre, rade analizirate in iz tega vidika je julij vedno mesec, ki vas nekako podpira, ker gre za število 7 vrnarle. Ampak letos, ker zdaj pa že ptički pojejo, smo v vihravem nestanovitnem letu, se vam točno to obeta v mesecu juliju. Se pravi, če malo poenostavimo, če bi se zgodilo nekaj zelo nenavadnega, zelo eksotičnega, zelo, bomo rekli, nepričakovanega, nič hudega. Ampak to pomeni za dobro in za slabo. Se pravi, užijte trenutek, vzemite tisto, kar vam je všeč, tako kot recimo, ko gremo prvič v neko trgovino, ali pa ko probamo neko eksotično hrano, poskusimo. To ne pomeni, da bo to ostalo z nami vsak dan. Drage osmice, ljubezen, romantika, čustva, vse to, kar se je sprožilo junija in še malo prej, bo zdaj prišlo v bolj intenzivne vode. Predvsem pa boste prepoznavali svojo sposobnost sprejemanja, svojo sposobnost vrednotenja sebe, se pravi lastne vrednosti, prepoznavanja sebe, kako vi sebe izrazite, kaj vi sprejemate in kam pravzaprav postavljate svoje standarde, drage osmice. Julij je lahko resnično fantastičen mesec, v katerem boste izrazili svojo resnico, sprejeli resnico druge osebe, če ste samske. Drage osmice, to je lahko čas, v katerem spoznate tisto pomembno drugo osebo oziroma utrdite odnos, v katerem ste. Zelo pomembno pa je, da je vodilo zdrava ljubezen do vas samih in do druge osebe. Se pravi, kaj bi zrela ljubezen v tej situaciji naredila, je vaše vodilo, drage osemke. In še devetke, drage devetke, ja, sedemka vam ne paše, se pravi, vaš razum bo glasnejši, se pravi, ta občutek sočutja, doživljanja stvari preko srčka, bo malo offline, kada bi imeli malo retrogradnega Merkurja, bomo temu rekli. Tudi to včasih potrebujemo. Kajti, kadar se nam to zgodi, da nekako smo manj v stiku s sabo oziroma smo v stiku s sabo na drugačen način, se nam odprejo razsežnosti, do katerih sicer ne dostopamo ali pa na njih enostavno ne pomislimo. Se pravi, drage devetke, ja, glava pa srček se bosta sem ter tja malo skregala, kar ne pomeni, da se rabite v tistem danem trenutku odločiti za trdno, za vse večne čase in potem zapisati v kamen in dati neke pečanske piramide, ker so zelo take trajne, ne, kar držijo se. Se pravi, drage devetke, naj bo julij čas, ko pravzaprav raziskujete, kaj vse je sploh možno in kaj pravzaprav je vaše. In dragi moji, jaz mislim, da pa v letošnjem juliju smo se lahko našli v prav vsaki napovedi. Nekaj pičkanga.
Naj bo to mesec, v katerem si drznete pogledati v svoje globine, v sebe, v katerem si drznete povedati vse tisto, česar sicer si ne. In veste kaj? Naj bo to mesec, v katerem ste maksimalno, ampak res maksimalno ponosni na sebe.